Dober dan in lep pozdrav. Dobrodošli spet na kanalu FSSPX Slovenija. Poslušate podcast Kristus Rex. Preden nadaljujemo, vas lepo povabim, da se naročite na kanal, vklopite obvestila, lajkate videoposnetke, delite in tako naprej. Za vsako tako stvar smo hvaležni. Današnja tema je delo ob nedeljah in preklinjanje, kar je tema tudi več Marijinih prikazanj, najbolj tistega v La Salette v Franciji leta 1846. Nekaj let potem se je pa zgodilo še eno podobno prikazanje na Slovenskem, v Beneški Sloveniji, v Porčinju, župniji v hribih nad Tersko dolino, takrat Kablaniji, leta 1855, ki od leta 1866 sicer spada pod Italijo. Marija Žanica, kakor jo poznamo, je še ne 10-letni Tereziji med drugim naročila, naj ljudem pove, naj ne delajo ob nedeljah in ne preklinjajo, kar je bilo rečeno že v Franciji. Kot smo povedali, kasneje pa je Marija isto ponovila tudi še v Fatimi. Pater Vončina, povejte nam malo o teh dveh prikazanjih, potem pa da se posvetimo prav temi oziroma temama tega opozorila. Najprej namreč pomembno, da bi ljudi dobro poznali te dve prikazanji. Hvala, najprej pozdrav tudi z moje strani, pridružitev tem povabilom, da pridete, vidite, nas poznate in podobno. To bomo seveda tudi na koncu potem ponovili, da se stvar usidra, usede in tako naprej, in smo veseli, zadovoljni, da nas številčno gledate, da sledite in tako, da se povečuje tudi ta stvar. Tako da naj bo tako še naprej, pa morda še koga povabite zraven, če vam je všeč, kar vam nudimo. Pojdimo k stvari, imamo dve priznani prikazani Božje Matere Božje. V La Salette je zadevo najprej potrdil lokalni škof, nato papež Leon XIII je odobril kanonično kronanje Marijine podobe. V Porčinju je odobritev lokalna strani kapitelja, škofa oziroma nadškofa, ker tam je nadškofija, ki je iz patriarhata angleškega so nastale te številne škofije, tržaška škofija, goriška nadškofija, videmska nadškofija, ki pa nima pod sabo nobene druge škofije kot so Farganke, ampak je neposredno pod Svetim sedežem potem. Nadškofija pač zaradi ker so patriarhi bivali v Čedadu in v Vidmu, ne? Tako da predtem. Se pravi, je zanimivo, da to Terezijo duš, kakor se je imenovala, je spremljal svetnik Alojzij Skrozopi iz Vidma. Tako da še ena dodatna potrditev enega svetega redovnika, duhovnika. V obeh primerih je bilo sporočilo povezano z delom ob nedeljah in praznikih ter preklinjanjem. V Porčinju pa je bilo še dodano, da se je treba držati postov in vigilij. Zdaj podrobneje bomo sploh o prikazanju v Porčinju še kaj povedali, ampak zdaj bomo malo bolj počasi to razvijali. Je pa zanimivo, da je to še eno tako prikazanje po nekem času na slovenskem ozemlju, na zahodnem slovenskem ozemlju, in seveda, da so to priznana prikazanja, čeprav lokalno priznana, ampak vendarle, ne. Ljudje so vedno radi hodili, sicer Porčinja niso najbolje poznali, ampak zadnja leta, desetletja in tako se tudi to precej bolje pozna. Dobro. Zakaj prav ti dve stvari?
Ja, očitno v te narode, torej v francoskega, slovenskega, furlanskega tudi, ker tam živijo tudi furlani, se je prikradla marsikatera grda navada oziroma razvada, neka posvetnost tudi, pomanjkanje spomina, bomo rekli. Govorimo o Evropi po francoski revoluciji, to je 19. stoletje. Zdaj v La Salette je še bilo to prikazanje pred tisto revolucijo 1848, tako imenovana pomlad narodov, ampak ni bila nobena pomlad, ne je bila kar poštena revolucija. In francoska revolucija, vemo, se usmerila proti Bogu in cerkvi in pričel se je pojav meščanstva, tako imenovanega, torej liberalizma, tudi socializma in takih stvari, in to se je potem iz mest širilo tudi na podeželje. In če gremo točno na te zadeve, o katerih v teh prikazanih Marija govori, potem gre za resne kršitve, zlasti 2. in 3. Božje zapovedi, poleg tega še za kršitve cerkvenih zapovedi, cerkvene zapovedi o spoštovanju nedelj in zapovedanih praznikov. Ko pa govorimo o porčinju, tudi še cerkvena zapoved posta oziroma posta in zdržka in tako. Gre za češčenje, spoštovanje Boga, za dejanje časti, ki mu gre, dejanjih, besedah, ter za primerno duhovno in telesno pripravo tudi in potem za zadoščevanje za grehe. Kako je to mlado dekle vse to poznalo in vedlo? Ja, se pravi, še ne 10-letna Terezija Duš je poslušala rada pri katekizmu, ko je kaplan njihov te stvari razlagal. In porčenje je majhna vas, pač, tako da takrat ni bila to samostojna župnija, smo rekli kaplanija. Pletena je tu še 4. Božja zapoved, ona je sicer poslušala kaplana in tako, ampak 4. Božja zapoved v smislu spoštovanja in uboganja staršev, v tem primeru matere, ker mama je deklici ukazala, naj gre požet travo za živino. Ta deklica v sebi je vedela, da bi morala bolj poslušati Boga kot ljudi. Po besedah kaplana je to vedela v sebi in je bila razklana in je prosila Božjo mater, da ji pomaga. In ona bi rada ubogala mamo, kot je vedno ubogala starše in po svojih močeh vedno pomagala, ampak hkrati bi ne hotela grešiti. Vemo, da če nam starši ukažejo ali pa predstojniki nekaj grešnega, da seveda nismo dolžni tega ubogati. Njena mama, Katarina Grimac, namreč ni bila, bomo rekli, pozorna, se ni spominjala. Namreč sledila sta si 2 taka dneva, 2 taka praznika. Eden je bil Marijino rojstvo, takrat je to bilo zapovedano, da se spoštuje, torej tudi zdržek in post in take stvari in da se ne dela in tako. In potem je bila že tukaj nedelja. Tako da po Marijinem rojstvu je sledila nedelja in ta mati ni pripravila dovolj hrane za živino in je poslala to Tereziko, ki je bila zelo ubogljiva, smo rekli, ampak tudi pobožna, ne? Tako da ni kar tako se ji Marija prikazala. Če bi ne bila pobožna do Marije, potem tudi to ne bi bilo, ampak je bila pa taka zelo slabotna, krhkega zdravja. Starši so dobili to deklico po več letih, mislim, da 10 let približno so čakali na njeno rojstvo, ne, po svoji poroki.
Se pravi, mama jo pošlje, da požanje neke trave. Je rekla, da če mi jemo, tudi živina mora jesti, ne? Tako da praznik gor, praznik dol, mi jemo, tudi živina mora jesti. In zdaj deklica, ki je, kot smo rekli, poslušala kaplana, je bilo zelo pozorna na te besede, ampak tudi poslušala svoje starše in bila pozorna na njihove besede. Zdaj ona gre potem vendarle s to razklanostjo, ampak je prosila, kot smo rekli, Božjo mater, naj jo razsvetli, kaj naj stori. Začne, da bi žela, in Marija se ji prikaže in reče po domače, nimata delati to nedeljo, ne? Tako po domače. Se pravi, ne smete delati na nedelje, ne? Ali na nedeljo. Marija ji reče, da naj to pove tudi ljudem, da je pač hlapčevsko delo prepovedano. In tudi pove, da je treba spoštovati poste in vigilije, torej dan pred praznikom je vigilija, ne? To dan danes tudi v tradicionalnem bogoslužju ni toliko več teh vigilij, da se ne bi mogli tega držati, ampak vidimo, takrat je bilo to precej več tega, je bilo precej več teh postov, teh zdržkov in teh vigilij. Pak ljudje so se normalno tega držali, ne? Razen če so se spozabili, videli smo pa, da so že počasi se začeli spozabljati. Marija se ji torej pokaže kot žanica in s srpom požanje eno naročje, dekličino naročje, ne, pač malo te trave. Reče, nesi, to bo dovolj za to živino. In potem ji reče tudi še nekaj drugega, ne, da tudi ne smejo preklinjati, ne, nema tako nit, ne, tako reče. Da torej ne smejo preklinjati. Zdaj, če damo v bolj tako zborno slovenščino in tako potem malo daljše se to drugo naročilo glasi, da naj pove vsem, da naj posvečujejo Gospodovo ime, naj ne preklinjajo, saj s tem žalijo njenega sina in žalostijo njeno materinsko srce. In nadaljuje, poleg tega želim, da se držijo postov in vigilij. Tako, ne, vidimo ta dodatek. In ko Terezika to pove mami, mama seveda najprej je neverna, ampak opazi eno neverjetno radost na tej svoji hčerki in na začetku normalno ta hčerka se je malo bala, neko strahospoštovanje in tako, potem še enkrat se je prikazala Marija tudi v cerkvi in tako. Ljudje so sicer bili odprti za to zadevo, ampak so vseeno rekli da bi radi še eno znamenje, ne? Tako da potem se je tudi to zgodilo. Ne? V glavnem tisto malo trave je zadostovalo potem tudi, da je mater prepričalo, ker tisto malo trave je zadostovalo za kar 3 dni, da je imela živina dovolj, da se je do sitega najedla. Torej čudež, ne, ki se je zgodil. Zakaj so ti grehi tako resne zadeve v Božjih očeh? Ja, zelo enostavno bomo rekli, Bog zase zahteva čast in slavo, ki mu gre, in to ni samo v bogoslužju, torej da gremo samo v cerkev na nedelje in praznike, to je del tega. Prvi del, bomo rekli, najpomembnejši. Boga pa slavimo in častimo tudi v tistem, kar mi delamo ali ne delamo, ne, v tem primeru, kar opustimo. Torej grešimo, če opuščamo dolžnosti, ker opuščamo to, kar moramo storiti, kar smo dolžni. Ampak po drugi strani, če opuščamo tisto, kar bi
sicer bilo dobro delo, ampak to opuščamo na Gospodove dni, potem delamo nekaj dobrega, ne? Tako bomo rekli. Ne? V La Salette, recimo Marija jasno pove tej Melani Calva, da 6 dni se dela, nedelja pa je izvzeta. Takrat torej moramo opustiti tisto, kar sicer delamo čez teden, in v kmečkem in delovskem svetu je to neko ročno delo, nek napor, fizični in tako. In cerkev je to poimenovala hlapčevsko delo. Torej gre za nespoštovanje in nespominjanje Gospodove svetosti. To pomeni izvzetost določenih reči in ljudi in časa oziroma dni in tako, ne. To so te stvari, to je Gospodova svetost. Gospod si je neke stvari vzel zase, si je privzel tudi nas, ne, med drugim, ko smo bili krščeni in tako. Ali so samo ta ročna dela hlapčevska dela? Ja, zdaj, če primerjamo, ugotovimo, da tudi druga dela, ki niso ravno ročna, so pravzaprav hlapčevska, ker mi v njih hlapčujemo, torej služimo, delamo svoje vsakodnevne stanovske dolžnosti. Tereza je seveda v revščini, v kateri so bili staršem, pomagala, kolikor je mogla. Ampak to je predstavljalo težavo na Gospodove dni. Torej, pozor, družina, tisti del dolžnosti, ki ga cerkev nalaga za spoštovanje, je naredila, torej so šli v cerkev, ne. Ampak to ni dovolj, ne, smo že prej malo rekli o tem. Gre za te dni praktično v celoti, bomo rekli, ne, se pravi nedelja v celoti kot Gospodov dan, ali pa ti posebni prazniki, ki jim rečemo tudi, zlasti govorimo o teh zapovedanih praznikih. Lahko tudi potem malo o tem, če bo čas. Ampak ljudje mislijo ali pa mislimo, da je dovolj samo, da gremo mi lepo v cerkev k maši, pa da smo svoje naredili, ne. Tako da bi brez težav sem dali tudi še druge stvari, recimo, če vzamemo otroke, študente in tako, učenje, naloge in take stvari, ne. To ne spada na nedeljo. Zdaj, mnogi bodo rekli, ja, ampak potem ne naredim, ne. Nekaj že lahko, ne, tudi, ampak glavni del moraš pa ti čez teden napraviti, ne. Se pravi, nekateri smo naredili brez učenja na nedeljo, ne, tudi fakulteto, ne, tako da vse se da, če se hoče, treba se primerno organizirati, potem na nedeljo popoldne ali pozno popoldne zvečer človek malo ponovi, pa gre ravno tako skozi, pa seveda milost Božja in pomoč tudi prideta zraven. Če se mi potrudimo, nekaj dobimo, ne, od tega, ne, tako da te stvari. Zdaj, tudi podobno delo odraslih ne bi lahko dali zraven, ne vem, karkoli takega, ne. Tako da pač to ne spada na tiste dni, ne spada na nedeljo, ne spada na zapovedane praznike. In kot Terezina mama Katarina, tudi ljudje kdaj ali pa pogosto ne poskrbimo pravočasno za te reči, ne. Torej tam je zmanjkalo krme za živino, mi pa tudi nepravočasno poskrbimo, da bi se potem lahko spoštovalo nedelje in praznike, ne. Tako da to so te stvari. Torej na nek način mi hlapčujemo sebi oziroma nekim malikom, ne, svoji karieri, taki in drugačni karieri, bomo rekli šolski tudi ali pa študentski ali pa tako, ne. Tudi to. Skratka, nepriznavanje Boga in njegovega
kraljevanja, ne? Da ima on prvo mesto, ne? To je tisto. Bolj konkretno Kristus in njegovo družbeno kraljevanje. Kristus mora kraljevati konkretno v našem življenju, vsak dan. Ne? Ampak to kraljevanje je drugače na delovni ali pa na praznični dan. Ne? Na delovni dan pač s svojimi dolžnostmi, torej tudi s svojim delom, se mi posvečujemo, ne? Najbolj, ne? Poleg seveda teh molitvenih in tako dolžnosti, ampak tudi z dobrim opravljanjem teh svojih stanovskih dolžnosti, tudi se posvečujemo. Ne? Ampak na nedeljski, na praznični dan je pa to drugače. Ne? Torej Bogu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu še posebej in tako, ne? Bogu kot trojedinemu Bogu gre dolžna čast in spoštovanje in Sveto pismo nam pravi, da se treba spominjati Gospodovega dne. Tukaj se pa pozabi na ta Gospodov dan, seveda iz sobote je v Novi zavezi Gospodov dan postala nedelja. Nedelja je dan Gospodovega vstajenja, potem pa kot posledica tudi binkoštni dan je na nedeljo, ne? Torej dar Svetega Duha. Nedelja, dan vstajenja, ki ga je treba lepo spoštovati. Ne? Torej, najbolj je govora o tem, da na ta dan se ne dela pač teh stvari. Ne? Tako, to bomo rekli. Ne? Kaj pa je razlika med Božjo in cerkveno zapovedjo? Ja, Sveto pismo dostkrat da neke okvire, ne pove prav natančno nekih stvari, je potrebna tudi še razlaga, tako da kako je treba posvečevati natančno Gospodov dan, potem izvemo strani cerkve, ne? Se pravi, to je stvar potem izročila, ne? Kako spoštujemo, da je treba iti sveti maši k bogoslužju in tako. Ne? Če pride recimo potem do izjeme, ne, da iz nekih objektivnih razlogov bi mi ne mogli iti k sveti maši, torej nismo na ta način dolžni Boga počastiti na nedeljo ali praznik. Ne? Ampak še vedno pa moramo Bogu dati čast in hvalo, moramo nameniti tisto uro časa, torej jo preživeti v poslušanju, molitvi, premišljevanju, prebrati mašna besedila, posebej berilo evangelij, premišljevati to, še kaj zmoliti zraven, preživeti čas v molitvi. Kot smo poslušali na praznik včeraj, se pravi pesmi slednici, namreč to snemamo dan po prazniku telovega, quantum potes tantum aude, ne, pravi sveti Tomaž v hvali Sion rešenika, torej kolikor moreš, dej Bogu čast. Ne. Tako da to. V pravu in morali velja tisto pravilo, da k nemogočemu nihče ni zavezan, ampak tisto, kar moreš, kar lahko narediš, tisto pa le naredi. Ne? Zdaj, lahko bi pretiravali v eno ali pa v drugo smer, ponavadi si radi popuščamo, ne? Bolj kot da bi si preveč nalagali, ampak nekateri si pa tudi preveč nalagajo, ampak dobro, to je zdaj tako. Torej, ti se morda znajdeš v tej skupini nekih izjem, ne? Lahko bi rekli tudi za poste, za zdržke in tako dalje, ampak narediš, kolikor moreš vseeno v tej smeri, daš Bogu kolikor in kolikor moreš, tako da podobno velja za vse take stvari, tudi za miloščino, za dobra dela in tako, ne? Za to pomoč. Zdi se mi, da vidimo dvojno materinskost, Marije in cerkve. Ja, Marija je naša mati, cerkev je tudi naša mati. To drugo bomo sicer še
malo povedali. Moramo razložiti, da se ne bomo šli nekega legalizma, rigorizma. Torej, mala Terezika duš, tega se ni šla. Najprej pa poglejmo to materinskost Marije. Marija je prišla kot mati, bolj kot to, da bi njo žalili in tako naprej, ne jo boli, ne, da žalijo njenega sina. Tako da zelo jasno je rekla, povej ljudem, da naj ne delajo na nedeljo, naj ne preklinijo, ker če ne jih bo zadela kazen. Podobno je bilo tudi drugot. Recimo tudi v Fatimi in tako je bilo tudi povedano podobno. Torej, ne neka grožnja iz nekega sovraštva, vas ne maram in zdaj vam grozim, ne. Nekaj se vam bo zgodilo in jaz uživam v tem, da se vam bo nekaj zgodilo, ne, daleč od tega. Gre za materinsko svarilo, ne. Spravi, obstaja božja pravica, obstajajo neke posledice, ampak Marijino srce še vedno prosi za milost, dokler je čas. Podobno torej tudi v La Salette, nekaj let prej. Tam je bilo tudi jasno povedano to, kar sem sam leta in leta govoril glede letine podobnih reči, da se pač ljudje ne smemo čuditi, če je to slabo, ne? Če ne gre vse po naših načrtih, ne? Se moramo tudi kdaj kaj vprašati, zakaj je temu tako, ne? S tem Marija pač jasno pokaže, tukaj je vzročnost in posledičnost, naše grešne misli, besede, dejanja imajo neke svoje posledice. Če so dobre misli, če so dobre besede, če so dobra dejanja, imajo dobre posledice, če ne so slabe posledice. To je pač tako, ne? Torej, moramo delati, misliti, govoriti, kar je treba. Dobro misliti, dobro govoriti, dobro delati, ne? In tudi se ogibati tistega, kar je slabo, ne? Se pravi, da bi slabo mislili, da bi slabo želeli, da bi slabo govorili, da bi slabo delali te stvari, ne? V tem primeru pač opustitev je nekaj dobrega, ne? Če smo že govorili o opustitvah, ne? Spravi, posledice so lahko dobre ali so lahko slabe, ne? Odvisno pač, kam mi te stvari peljemo. Torej, logična zadeva. In tudi cerkev je resnična v tem svojem stalnem, nespremenljivem nauku, disciplini, kar smo že kdaj povedali tudi, ne? Mi spoštujemo, kolikor moramo to disciplino, kolikor se pač ona ne oddaljuje od tega, kar je cerkev vedno delala in učila in tako, ne? Se pravi, stalnim naukom, učiteljstvom, cerkvenim izročilom. Ampak v svoji hierarhiji, ne, zdaj, če gremo na materinskost cerkve, če pride do zlorabe oblasti strani pastirjev in avtoritete, potem je cerkev v tem elementu, v tej komponenti pač mačehovska, ne. Cerkev sama po sebi je sicer vedno sveta in materinska, ampak vidimo v teh ljudeh, v teh možeh, potem postane mačehovska, ne. Tako da to. Se pravi, ni to cerkev kot brezmadežna Kristusova nevesta, ampak v svojih grešnih cerkvenih možeh, ki so sicer resnični pastirji, to priznavamo normalno, da ne bo tukaj neke pomote, torej tudi njim in nam kot duhovnikom in tako gre neka dolžna čast. Ja. To zahteva druga božja zapoved, ampak nič več kot dolžna, ne? V takih primerih, če bi recimo zlorabljali to svojo avtoriteto, ne? Tako da to. Podobno v 4. zapovedi velja za starše in svetne predstojnike, ne? Tako da to. Vendar bi sodobni človek rekel, da je to vse nepravično. Ja, treba je poudariti še enkrat versko resnico, torej dogmo o izvirnem grehu, ne? Ponavadi ljudje
tega nekako ne priznavajo, gledajo nekako naturalistično, ne, človek kot dober, ne, sicer ja, to že, ampak zgodilo se je nekaj, da je človek pač tudi padlo bitje, ne, seveda človek je ustvarjen kot dober, ampak je tudi globoko ranjen, ne, zaradi greha naših prastaršev, bomo rekli, ne. Tam je Bog prvemu možu in prvi ženi naložil odgovornost za svoje dejanja, ne. Torej, ona dva sta potem prekršila to zadevo in to je prineslo neke posledice, splošne, daljnosežne. Torej, to se pozna tudi v tako imenovanem naravnem zlu. Torej, v naravi, vernik, mi imenujemo to stvarstvo. Zlo, ki ima trojno razsežnost, je moralno, naravno, nadnaravno. Na teh področjih ne delujemo samo mi, ampak v neki meri se nam na teh področjih tudi vrača glede na pozitivnost ali negativnost teh naših misli, želja, besed, dejanj, opustitev tudi in tako, ne, ampak to itak spada k dejanjem, ne, tako da to. Ljudje se tega navadno ne vprašajo, gledajo samo nase, na svoje pravice, ki naj bi jih imeli. Rad navedem tukaj besede Guareskijevega Don Camilla, ne, ki je govoril temu svojemu mlademu duhovnemu pomočniku Don Kikiju, ki je začel hitro z nekimi pravicami in tako, in je rekel, da pač samo Bog ima pravice do nas, mi pa do njega samo dolžnosti, ne. Tako da to, Bog je nadvse pravičen in če ne spoštujemo, da bi mu dali tisto, kar mu gre, potem smo mi nadvse nepravični. Torej moramo tudi pričakovati kaj v tej smeri. Pak Bog je pa tudi usmiljen, ne? Tudi velja poudariti, ker če ne, mi bi dobili sicer takoj, kar zaslužimo, ampak Bog je prizanesljiv, je zelo potrpežljiv. Ne? Tako da, recimo, če omenimo eno modernejše, mislim, kasneje priznano to prikazanje, tej Faustini Kovalski, tam v Krakovu, ne, moramo imeti seveda do njega pravilni odnos, ne, samo po sebi ni slaba ta zadeva, ne, tudi ta pobožnost, ampak ne sme prevzeti mesta pomembnejše, se pravi rožnemu vencu pobožnosti do Jezusovega srca in tako naprej, ne. Če je to zraven, potem v redu, ne. Spravi, tam je Jezusova prikazan, to bomo potem malo razložili. Tam je rekla ta prikazan sestri Faustini, da naj izkoristimo ljudje njegovo usmiljenje, dokler imamo čas, ker če ne bomo pač imeli opravka z njegovo pravičnostjo, ne. In to imamo itak zmeraj v smrti opravka s pravičnostjo, ampak je prav, da je bila opozorjena, ne, da to sporoči ljudem. Ker, kot smo videli, ljudje hitro pozabimo in potem tudi pozabimo na Božje usmiljenje, ne, tudi to pozabimo radi. Tako da ni dobro niti to pozabiti, ne, ker če ne, pač enkrat bo prepozno lahko za te stvari. Tako da, dokler imamo čas. Marija se v teh prikazanih izkaže tudi kot tista, ki pripomore zadrževanju jeze svojega sina, da se ta roka ne bolj težko izkaže nad nami, ne. Na križu nas je Jezus izročil svoji materi, da je tudi naša mati, ne samo njegova. Tako da, glede na to, da je nas dobila za svoje otroke, je to precej slaba ali pa gnila zamenjava, ne, če tako pogledamo.
To nam vse telefon recimo lepo govori med drugimi, ne, se so tudi še drugi so o tem govorili, ampak tako, ne. Glede na izgubo sina, ne, da dobi nas v zameno, je bolj taka, ne, ta zamenjava, tako da to. Definitivno. Še par stvari me zanima in bi jih še lahko razjasnil. Vidim namreč pri nas Kranjcih nevarnost rigorizma pa legalistične miselnosti, kar se tiče nedeljskega dela in prazničnega dela. Ja, dobro je povedati, da tukaj je vedno treba ravnati tudi po neki zdravi pameti, neki zdravi meri. Pa se pravi, tudi ljudje kot taki morate ravnati, ne samo, da bi vam morali mi povedati točno, ne, to tako, ne, kakor da bi bilo življenje neka knjiga receptov ali pa navodila, ne, kako je že tisto tam unimem, ne, ima tam en kup darov, je rekel, da je dobil potem dnevno sobo iz Ikeje, ne, ali kako je že tisto. Se pravi, da moraš še sestaviti, ampak dobro. Skratka, življenje ni tako, ne. Morate tudi sami te stvari malo presojati in tako. Pred slabimi 5 leti, jeseni bo 5 let, smo dobili to nedeljsko in praznično zaprtje trgovin, tako da v tej smeri lahko rečemo, da je to nekaj dobrega po nekaj letih ali pa več kot desetletju. Tako da nedelja je zaradi človeka, oziroma tudi zaradi človeka, ni človek zaradi nedelje, ne, če parafraziramo Gospodove besede o sobotnem dnevu. Torej, imamo lahko dve skrajnosti. Po eni strani bi rekli eni čist nekako po judovsko, tisto čist nič se ne sme delati, ne, na te dni. Toliko korakov lahko narediš in tako, ne, to je ta legalizem, rigorizem in tako dalje, ne. Po drugi strani pa imaš drugo skrajnost, ljudje pravijo, ja, to je dan počitka, to je dan sprostitve, to je dan za družino ali karkoli že je, ne. Niso najprej to Gospodovi dnevi, ne, to je pa druga skrajnost, ne, potem takem, ne. Včeraj recimo je namreč spet bil kolaps na cestah, ne, dobro, danes sicer malo bolje, ampak še zmeraj je precej gost promet, ampak včeraj so imeli recimo v Avstriji in tako prost dan, ne, dela prost dan in seveda to pove marsikaj, ne, če so se včeraj, kadar smo drugi praznovali, obhajali mašo in procesijo in tako naprej, ne. Če so bili drugi na cestah, potem to marsikaj pove, ne. Tudi v Slovenijo je to prišlo, ne. Se pravi, počitek, pohajanje, ne. Zdaj sicer pustimo, ne, zdaj ne bomo komentirali prometa in cest, ne. Lahko bi kaj rekli tisti, ki gremo tudi kaj ven iz Slovenije, smo ratali malo bolj potrpežljivi, bomo rekli, ne, tudi na ceste in tako, da ne ravno govorimo, kako je vse najslabše v Sloveniji, ker to ne ravno velja, no, bomo rekli, je tudi ogromno dobrega, ne, v Sloveniji, tako da radi godrnjamo, mrmramo, ne, tudi Slovenci se radi pritožujemo, ampak dobro, pustimo zdaj te stvari. Skratka, prišlo do tega porabništva, ne, in tako bi rekel, en kolega, filozof, profesor filozofije iz Italije, bi rekel, da živimo v tej porabniško-merkantilistični družbi in tako naprej, ne. To je ravno to, kar je prišlo po francoski revoluciji, ne, s tem pojavom, ne, bomo rekli, ta industrijska doba in vse te stvari, ne. Se pravi, ogromno jih gre razne obalne kraje, si kupijo, najamejo hišo, stanovanje, karkoli drugega, ne vem, pasjo avto, ne vem, karkoli že.
ampak na Boga se pozabi, ne? Tako da te stvari. Spravi ena druga skrajnost, ne? Eno in drugo lahko vidimo, torej mora biti neka zdrava obravnava vsega skupaj. Ne? Terezija si je lepo razložila stvari, zakaj bi ne smela delati. Ne? Na koncu vidimo, ne? Če bi ne bilo druge izbire, bi tudi mamo ubogala, ne? Ampak je hotela se prepričati, da to ne bi bilo grešno. Ne? To. Spravi, je imela nek pravilen pristop, bomo rekli. Ne? Tako da to. Dajmo paziti, torej, da ne bi bilo teh skrajnosti. Nedelja in cerkveni praznik sta najprej Gospodov dan, to najprej. Sta pa tudi dan počitka, sprostitve, pa tudi možnosti, da se kaj pomaga, da so kakšna dobra dela, tako kakšni obiski in tako. Ja. Rekli ste, da nam poveste še nekaj o teh prikaznih. Ja, to je zelo pomembno, celo ključno, bomo rekli, ker mnogi dajo bistveni poudarek tem prikazanjem in tem prikaznim in tako celo sami govorijo, da jih imajo, ne? Kar je sicer možno, ne? Ampak odkot to prihaja, ne? To je zdaj pa drugo vprašanje, to je duhovno področje, je nadnaravno in obnaravno, ne? Pač obnaravno v smislu preternaturalis, ne? Se pravi ob naši naravi, ne? Se pravi našem stvarstvu, vidnem, ne? Je še nevidno, ne? Stvarstvo, ne? Ob tej naravi vidni je tudi to nevidno, ne? Kot je v veroizpovedi v kredu, ne? Se pravi vseh vidnih in nevidnih stvari, ne? Da je stvarnik Gospod, ne? Tudi to. Zdaj, ob tem našem vidnem svetu, ob njem, ne? Obstaja še nevidni svet ustvarjenih biti, torej angelov, duš umrlih in tako. In ob teh prikaznih Bog dopusti, dovoli te stvari, ne? Da se prikaže. Zdaj, kadar gre za te videnja Marije ali pa Jezusa, zlasti Jezusa, ne? In to pač en angel prevzame podobo, ne? In potem govori, da tisto sporočilo, ne? Tako da te stvari. Zdaj, če je to angel, vidimo, angel je lahko dober, lahko je slab angel, ne? Tako da tukaj je zelo delikatno področje, ne? To. Spravi lahko v pozitivne smeri ali pa v negativne smeri. Lahko tudi Bog dovoljuje hudiču njegovim pajdašom, oni izkoristijo, ne? To delovanje, vplivanje na ljudi, se malo poigrajo z ljudmi, ne? Ki preveč poudarjajo te stvari, ne? Tako da to. Spravi tudi zli angeli lahko prevzamejo, ne? Podobo. Ampak potem se da videti, ne? Neke stvari se da prepoznati. Recimo Frančišek, sveti Frančišek, recimo, ne? Ki je imel tudi enkrat je se mu hudič prikazal kot Jezus, ampak potem je pač spoznal, da tisto ni ta pravo prikazanje, ne? Se pravi, da ni dobri angel prevzel Jezusove podobe, ampak da je bil hudi duh, ne? Ki je prevzel, se pravi, ta stvar, ne? Vemo, da ti svetniki so imeli večkrat take prikazni tudi slabe, ne? Tudi od hudičev, ne? Tako da tukaj je treba biti zelo pozorni in pazljivi, ne? Da ne bi tukaj preveč dajali nekih poudarkov, ker imajo ti hudiči precej vmes prste, bomo rekli, ne? In lahko nastane ogromne škode zaradi tega, ne? Danes ne moramo pač vsega povedati, da ne bomo predolgi, ampak načeloma je tako, ne? Pač Jezus, vemo, sedi na desnici očetovi in potem pošlje, ne? Na tak način, ne?
ker angel je zmeraj, angel pomeni poslanec, ne, če prevedemo. Ne. Tako da tak način oni si pač prevzamejo, ne, to pravico in tudi nekako to podobo in tako. Ne. Zdaj, če se da preveliko pozornost nekim občutkom in takim zadevam, čutenjem, domnevnim videnjem, prerogbam in še čemu, ampak to vemo ni najpomembneje, ne, v duhovnem življenju in življenju nasploh. Ne. To vidimo tudi v poročanju, da ni to najpomembneje. Ne. Zdaj, kadar je bil na obisku, zdaj pred kratkim naš okrožni predstojnik, pater Regel, lepo poudaril te stvari. Ne. Najpomembnejše delovanje Svetega Duha tudi, ne, je v rednem krščanskem cerkvenem življenju, ne v nekih izrednih zadevah. Ne. Tudi sam sem to na Binkošti, recimo, pridigal, se da poslušati na našem kanalu. Ne. Tako, neke take stvari skušamo razložiti, kdaj duhovniki. Zdaj, če so neki izredni darovi, seveda to gre vedno v neki smeri skupnega dobrega za cerkev, za ljudi, za cerkveno skupnost, za to kaplanijo, za to neko župnijo in tako naprej. Ne? Torej ne gre za neko stvar, s katero se bom jaz hvalil, ne? Ali pa bojo drugi rekli, ja, oni pa ima to, ne? Kot neka čarobna moč in tako naprej. Ne? Torej v poročinskem primeru seveda so bili tudi čudeži zraven in znamenja in tako naprej, ne? Ampak vidimo, da to je bilo za skupno dobro, ne? In še danes nam to govori. Ne? Spravi, če nekdo domnevno ima nek dar jezikov, nekega prerokovanja, ozdravljenja in podobno, če se preveč daje temu poudarek in tako potem že neki ni v redu s tem. Ne? Če pa vse skupaj spremlja ena velika ponižnost, strahospoštovanje in tako naprej, potem utegne biti tudi dobra zadeva. Ne? Recimo so bili primeri, ko je imel nekdo recimo dar ozdravljenja, ampak ljudje tega niso niti opazili. Ne? Kot sem našel en primer ene gospe, ki je živela zelo zakomplicirano življenje, bomo rekli, ne, ker mož je vozil skozi neke prostitutke in druge ženske domov, ona je kuhala kavo, sem hotel reči kafe po primorskem, ampak dobro, ne, sej upam, da razumete. Kavo je kuhala tem ženam, pač ona je to prenašala leta in leta, ne, tudi preveč je pil tisti mož in tako, in ko je enkrat umrl, je ona šla v samostan in ona je tam pripravljala čaj in tisti, ki je pil čaj, je ozdravil. Ne? Je imela pač dar ozdravljena, ampak ljudje niso vedeli, kako to. Ne? Pač vedeli so, da jim je pomagalo, ne? Kadar so pili tisti njen čaj. Je bil navaden čaj, nič posebnega. Ne? Ampak pač Božja milost je bila tukaj dana po tej ženi, zelo ponižna je bila ta žena, ne? Da so tisti ljudje potem ozdraveli. Ne? Ali pa primer, ko je prišel Sveti Nil iz Kalabrije s svojimi bazilijanskimi menihi v, se pravi, Monte Cassino, ja, skoraj se nisem spomnil. Se pravi, ti menihi iz Monte Cassina, benediktinci, so se postavili v špalir. In ko so prišli ti razcapani bazilijanci, se pravi menihi vzhodnega obreda, ki so bili v Kalabriji, ne, seveda prav tako člani katoliške cerkve, so šli skozi tisti špalir in vsi tisti benediktinci, ki so bili kaj bolni in tisto so kar naenkrat ozdravili. Ne. Tako da to so take stvari, ne, ampak seveda niso se s tem hvalili, pač tako se je zgodilo. Ne. Drugače pa hudiči radi izkoriščajo, ne, te stvari, potem prirejajo svoje plese, bomo rekli, ne. Če vzamemo podobo iz Evangelija, ne. Pač dobijo pripravljeno in pospravljeno in oni pridejo in prevzamejo, ne, to svoje bivališče. Tako da je treba zelo paziti te stvari. Reklinjanje je danes zelo razširjeno.
Marsikdo ga jemlje kot navado ali pa kot eno mašilo. A je res tako hudo? Ja, seveda je hudo. Ne? To je zdaj nažalost dan danes. Pol opozoriš človeka, ja, sej to je sam tako, ne? Navada, ne vem, vejca, ne? Ali kar bi rekli. Ne? Torej, je postalo nekaj popolnoma normalnega, ne, bomo rekli, ampak ne prav tako. Sveto pismo pravi, drugi Mojzesovi knjigi, ne boš preklinjal Boga, ne boš preklinjal ljudstva, ki ti vlada. Potem sveti Jakob, iz istega ust prihaja blagoslov in prekletstvo. To, moji bratje, ne sme biti tako. In teh navedkov je še obilica, ne, mislim, mi smo dva tukaj podali. Gre torej za zlorabo daru govora. Ne. Dar govora, to je čudovita zadeva. Pač tu je tudi razlika. Ne. Rečejo za neko domačo žival, da ji manjka samo še dar govora, ne, pa bi bila kakor mi, ne, ker imajo tako pametnega psa ali pa ne vem, neko živino. Gotovo, neke darove imajo, ne, kar je Bog pač dal v naravo. Ampak, če jim manjka dar govora, bomo rekli, jim manjka vse, ne, mi pa zlorabljamo ta dar govora. Tako da nekdo preklinja in psuje in te stvari, ne. Če psuje, če govori te vulgarne zadeve, je tudi greh proti 6. Božji zapovedi, ne, tako med drugim, ne, da povemo. Če se to dogaja, potem se zlorablja besede, bi morali biti namenjene molitvi, blagoslovu, spoštovanju, dobri uporabi, bomo rekli, ne, ampak pogosto se potem zlorabi Božje ime, ime Jezusa Marije. To je težka žalitev. Ne. Enim to preide čisto navado in potem pridajo Bogu in tisto, kar mu ne gre, ali pa po nepotrebnem spominjajo nekem slabe smeri sveti zakrament, ne, oziroma svetohostijo, ne, kar je pogosta primorska kletvica, ne. Veste točno, o čem govorim, ne bom je ponovil. Ne. Enako velja seveda tudi za svete reči, za zakramente, ne, jih moramo spoštovati, svete kraje tudi, svete ali posvečene ljudi, pa tudi vse dobro, kar imamo, ne, tudi to. Enkrat je bila ena srbska oddaja zanimiva, prav glede preklinjena psovke in tako dalje, ne, in se je končala, da narod, ki psuje sonce, zasluži, da živi v temi. Ne. Tako je rekel tisti menih, ne, je povedal vse. Ne, je rekel, da kako celo kruh preklinjajo in take stvari, ne. Ampak vsak od nas rabi, ne, kruh v smislu. Kruh, ampak tudi hrano kot tako, ne. Spravi, kako te dobre darove se preklinja, ne. Spravi, te stvari. Zdaj tudi, če človek bi rekel, da ne misli resno v narekovajih, ampak treba delati, ne, na tem. Gre za greh, zahteva kesanje, zadoščevanje, poboljšanje. Moramo delati na tem, da tega več ne bi bilo. Ne. Za začetek morda nadomestimo s kakšno manj žaljivo besedo. Ne. Ampak je treba delati na tem. In z Božjo milostjo, z Božjo pomočjo nam uspe, seveda tudi z Marijino. Ne. Ona je vedno zraven, ker je srednica vseh milosti. Dajmo se spomniti, po besedah Gospoda bomo za vsako prazno besedo dajali odgovor na sodni dan in je ogromno tega praznega govora, praznih besed. Se pravi, da nimamo mere, da čezmerno uporabljamo te besede.
In v grešni smeri je lahko kršitev še 4. zapovedi, 5. zapovedi, 6. zapovedi, 8. zapovedi. Ne? Sej, če gremo gledati, potem marsikaj lahko kršimo s svojimi besedami. Ne? Se pravi, naproti svojim staršem, predstojnikom, ne? 4. zapoved, 5. zapoved, da nekoga zmerjamo, žalimo, ponižujemo in tako naprej. Ne? V tem smislu. 6. zapoved smo povedali, ne? Da so vulgarne besede, vici, pesmi, karkoli že. Ne? To tudi smo nekako dobili, tudi v našem narodu prej tega ni bilo. Ne? Tako da te stvari, 8. zapoved pa seveda razumemo, ne? Prenagljene sodbe, opravljanje, celo obrekovanje in take stvari. Ne? Tako da to. Se pravi, ni dobra uporaba govora, besed, daru govora. Ljudje ne pomislimo in zato potem tako slabo uporabljamo, zlorabljamo torej ta svoj govor. In smo pogosto, kot smo videli, tudi grešni. Ne? Pač ena stvar je, in to bi bil mali greh, ne? Če pač nespametno uporabljamo. Ne? Prav bi bilo, da ne vem, če omenjamo Marijino ime in tako, da je to čeprav kratka, ampak vendarle molitev, ne? Da točno vemo, kaj delamo, da zavestno izgovarjamo, da se zavestno pokrižamo, tako kot je bilo zdaj tudi v eni od predih rečeno, ne, da zavestno in dobro zmolimo tudi eno zdravo Marijo. Ne, in tako sem poslušal zdaj po poti, ne, zato rečem, ne, kaj je gospod Vetko predigal, ne, tako da je bila lepa taka prediga, praktična tudi, ne, prav v vezi s tem govorom. Ne, tako da to spravi, da ni neko prekomerno klicanje svetih imen ali pa tudi nasplošno teh besed, ampak zavestno, ne, in da je lahko to tudi molitev, da je to blagoslov in tako. Ne, spravi, zdaj pa, če slučajno to delamo v slabem pomenu tega, potem nase, na svet kličemo prekletstvo namesto blagoslova. To izbiramo, ne. Ja, ok, rečemo, to ne delamo zavestno, ampak ok, še zmeraj kličeš prekletstvo, ne, namesto blagoslova. Tako da začetek bi že bil, da če se zalotimo v tem, da najprej izrečemo neko besedo blagoslova, ne vem, da če recimo ti ali pa jaz, ne, zdaj jaz sem se sicer že precej odvadil, ne, v tej smeri na cesti, ampak vendarle tudi meni kdaj uide, ne, da koga pošljem kamor ni namenjen, ne, na cesti. Kadar se človek zave in kadar začne na tem delati, potem počasi staviš blagoslov na mesto, ne, tega prekletstva, ne. Se pravi, da prosiš Boga Marijo za tistega človeka, naj ga blagoslovi, naj mu da nekaj dobrega in tako, ne. Na ta način, no, tako mislim. Ali pa, če slišimo, ne, in če pač ne moramo nič narediti, če nekdo preklinja, lahko še zmeraj mi na kratko počastimo Sveto Trojico, recimo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, ne, zmolimo ali kaj podobnega, ne. Slišimo neko kletvico, ne vem, na račun Marije in jo mi lepo počastimo z neko kratko molitvijo ali kratkim vzdihom, ne. Kot temu tudi rečemo, Hrvati imajo zanimiv izraz, rečejo, da so to strelovite molitve, ne, se pravi, da so bliskovite, ne, molitve, ne, se pravi, tudi to je res, ne. Tako da lepo to povedano. Torej, blagoslov, blaga slova, ne, iz slovanskega jezika, dobra beseda, ne, benedicere, dobro govoriti iz latinščine, ne, tako da te stvari. Nekaj ste že omenili glede kazni za take grehe, sploh kar se tiče nedeljskega dela. Kakšna je pa kazen za grdo govorjenje oziroma preklinjanje? Ja, dostikrat pride že zelo kmalu kakšna taka kazen, ne. In
to je lahko že skušnjava, da bi še globlje padli v to zadevo, ali pa da bi se pobrali. Ne? Tako da, če sprejmemo tisto malo kazen, ki pride že včasih takoj za kakšno tako stvar, ne? Potem bi bilo v redu. Ne? Nekaj pride tudi že v tem življenju. Ne? Zdaj, recimo, poznam več teh primerov, zdaj bomo lih malček se tem zaustavili. Recimo, v Dornberku, ti veš dobro, kje je to, ne? Je bila tam ena podoba Marijina, na plehu narejena, ne? In duhovnik je hotel, župnik, to obvarovati, takratni, potem je šel v Riechenberg, oziroma komunisti so imenovali Branik, ne? To je še danes ostalo, pak za nas je zmeraj Riechenberg. In so ga zbrcali, ne? Nekateri može, in kazen je bila, da nihče od njih ni umrl z obemi nogami, ne? Ampak tista noga, ki je duhovnika brcala, je šla stran. Ne? To. En šofer je bil, tam je vozil avtobus, ne vem, če veš, kje je Finida. To je, kako bi rekli, del vasi Obrov, ko se gre proti Hrušici, in tam je eno znamenje, en križ, je bil tako malo bolj razmajan tisti križ in je šel pač, po domače povedano, na malo potrebo, je šel lulat ta šofer in tisti križ ga je motil in je brcnil tisti križ dol in potem tam je šel tudi z avtobusom čez v prepad, ne. Kasneje. Tako je več takih primerov, ne, se pravi, da se ne gre hecati s temi stvarmi, ne, če tako rečemo. Zlasti, če preklinemo Marijo, ne, se zelo hitro to maščuje, ne, pač Jezus ne more tega prenašati, da njegovo mater preklinjamo, ne, sploh, ker je naša dobra mati in tako. Bi morali biti tudi mi, kristjani, precej bolj pokončni, hitro reagirati, sploh, če tisti, ki to izreče, naj bi sam bil kristjan, ne, kot se pogosto dogaja, ne. Nekateri hodijo redno k maši in take stvari in potem preklinjajo na veliko, ne, kot toča, ne, rečemo, ne, po slovensko. Zdaj, sicer navadno gre za novo sordo kristjana, ampak ni važno, ne, mi hočemo jim dobro in razlog več, da se borimo tudi tukaj za izročilo, ampak morajo tudi oni se potem odločiti, ne, dajmo jim pomagati tukaj, ne, da bi se spravili na dobro pot v tem oziru, ne, tako se pravi, kot tradicionalni kristjani vse tem ljudem želimo dobro, želimo, da bi tudi oni dobro govorili, da bi molili, ne slabo uporabljali ta dar, velik dar, ki ga imamo. Tudi glede spoštovanja nedelj in praznikov, ne, glede zdržkov posta in tako naprej, ne, vsej kolikokrat vidimo, ne, težave v tej smeri, sploh marsikdo, ki se ima za kristjana, pa sploh ne spoštuje nič petkov in tako naprej, ne, ni nič posebnega petek. Pak vidiš, spet je, ne, nek spomin, ki ga ni, ne, umanjka nek spomin na Gospodovo trpljenje in smrt, s katerima nas je odrešil, ne, spravi ogromno delo, ki ga je napravil za nas in mi se spominjamo, počastimo to s našim zdržkom, z našim postom, z našim mrtvičenjem in tako, ne. Torej, ni kar tako to naše opozarjanje, predvsem pa dajmo biti zgled, ne, da bi mi dobro
uporabljali svoje besede, da bi mi dobro delali ali pa ne delali, kadar ni za delati in tako naprej. Ne? Se pravi, to in še eno šibko področje danes, tudi primerna obleka, ne? Zdaj že postaja malo vroče in tako. In ne gre samo za nedeljsko obleko, niti samo za v cerkev, ampak tudi širše, ne? Pač, da bi bili tudi dobro oblečeni, ne pa slečeni in tako. Ne? Večkrat vprašajo, ja, tebi ti ni nič toplo, ne? Ali pa vroče, ne? Bi rekli po slovensko. Ne? Ja, rečem, je tudi vroče in tako, ampak če ti uporabiš naravne materijale in tako, in če si oblečen recimo v neke hlače, majico, srajco iz bombaža ali pa iz naravnih materijalov, potem seveda ti ni nič toliko vroče, ker pač stvar diha. Ne? Po drugi strani te vzdržuje malo svežega in tako, zato smo se večkrat tudi pogovarjali, ne? Tako da te stvari malo pošvicaš in pol te vzdržuje v neki svežini in tako. Ne? Se pravi, če nekaj naredimo v tej smeri, bomo tudi nekaj prejeli nazaj. Ne? Se pravi, to torej ne neke skrajnosti, normalno, ampak vendarle primerno. Tudi potem, da se časti, spoštuje Boga, svete kraje, tudi človeka in tako. Ne? Se pravi, če smo mi slabo oblečeni oziroma slečeni in tako, tudi sebe ne spoštujemo kot ljudi. Ne? Tudi to. Ne? Poleg tega, da zlasti ženski del populacije potem pripomore k nekim skušnjavam in tako, ne? Ker vemo, kako je Bog ustvaril moškega in može. Ne? Tako da te stvari. Torej, sta oba greha, preklinjanje in nedeljsko delo, znak, da se družba oddaljuje od Boga. Ja, tako je. Marija Ženica nas pač opozarja. Ne gre za neke majhne stvari, ne? Eni bi to minimalizirali spet, ampak ne, gre za zelo pomembne zaključne stvari. Gre za simptome, torej znake neke duhovne ohladitve, ne, ki je prišla. Torej, ni več spoštovanja do svetega dneva, do Božjega imena, do Matere Marije, Marijin narod, ki ni več Marijin narod in tako, ne. Slovenski, hrvaški, ne vem, katerikoli. Ne. Hitro torej izgine vse. Izgine vera, izgine molitev, izgine spokornost, milost, vse to. En primer spet. Naša družina iz Kapele, ki je šla na nedeljo na obisk k Magdaleni Gornik, pa je bilo tam na lep dan in potem tudi naslednje dni je bilo napovedano lepo vreme, pa je bilo tam 5 traktorjev, ki je delalo. Ne? Ali pa, ko sem se vozil tam po župnijah in tisto, ja, kdaj je bilo treba delati drva in podobne stvari, na nedeljo seveda, ne? Tako da take stvari. Ne? Se pravi, hlapčevsko delo. Ne? Torej, ni bila izjema, zaradi ker bi se bližala huda ura, da bi se pospravilo hitro seno, da ne bi bilo uničeno. To seveda v redu, ne? Ali pa, ne vem, imajo ljudje sadje, te stvari, je pač treba tudi pobrati, ne? Na nedeljo in tako, ne? Pač kolikor je treba, ampak ne več kot to. Ne? Tudi to. Po drugi strani potrudi se, da ravno tako spoštuješ tudi ta Gospodov dan, ne? Tudi če moraš neko stvar postoriti. Ne? Zdaj recimo, kdor ima živino doma in tisto normalno, da napoji in da hrano nakrmi, ne? Tudi to živino. Pak vendarle to naredi, potem gre k maši, ne? In spoštuje ta Gospodov dan. Ne naredi več od tega, kar je potrebno. Ne? Te stvari. Tako da vse te zadeve, ne? Se pravi,
ne vem, tudi moji neverni sorodniki, recimo, brez zakramentu, izkoristijo nedeljo in praznike. Ne delajo, če ni prav potrebno, ne? Torej počitek, ampak dobro, seveda, verni ljudje še toliko več moramo dati tudi Bogu čast in hvalo, ne? Oni na svoj način tudi dajo, ne? Ampak dobro, ne? Mi moramo še več, ne? Za nas se več zahteva. Komur je več dano, se tudi več zahteva od njega, ne? Tako da vse te stvari. Tudi v teh primerih si pa ne moramo kar sami dati nekega spregleda, ne? Če bi bila neka taka zadeva. Ampak moramo zmeraj lepo vprašati svojega duhovnika, ne? Presodi, je primer, ni primer in tako dalje. Ne? Dobro, zmeraj to ni mogoče, ampak če vidimo, da se neka taka stvar kaže, je dobro vprašati svojega duhovnika. Ne? In on bo lepo rekel, ja, pač v tem primeru naredi tako in tako. Ne? Spravi, dobimo čisto tako, kot je treba, tisti spregled, ne? Ki se mu reče po latinsko indult, ne? Indultus, ne? To je spregled. Ne? Od primera do primera. To je pač duhovniki v svoji avtoriteti lahko damo, ne? Presojamo v teh zadevah. Ne? Tako. Tudi glede posta zdržka, ne? Vidimo, ne bi mogli tega spoštovati, pa dajmo videti, ne, kaj se da tukaj narediti. Torej, vprašamo duhovnika, bo rekel v redu, lej, v tem primeru in tako, pač naredi tako in tako. Ne. Pač, če imamo absolutne zapovedi, prepovedi, zlasti prepovedi, torej ne čistuj, ne. Tam ni vprašanja, ne. Pač je prepovedano, konc. Pak tukaj je pa neka pozitivna zadeva in je tudi nek manevrski prostor, ne, za to. Ampak seveda to mora biti izjema, ne pravilo, ne. Danes pa doskrat izjeme postajajo kar pravilo, ne. Niso več izjeme in tako. Ne. Tako da to. Zdaj Marijino prikazanje je tudi klic k upanju, ne, če gremo naprej. Upanje. Če se spreobrnemo, če začnemo posvečevati nedeljo, očistimo jezik, da bo ta pravi jezik, da bo hvalil, se zahvaljeval, blagoslavljal, potem bo tudi Božji blagoslov spet z nami. Ne. To je, recimo v Svetem pismu je Jona in Ninive, ne. Se pravi, so se spokorili in je prišel Božji blagoslov. Ne. Bog se je usmilil. In je treba tukaj povedati, da je treba spoštovati tudi Božjo voljo, ne godrnjati in se pritoževati nad vsem, ne? Nad vsem, kar je dal, kar daje in tako naprej. Ne? Treba izkazovati hvaležnost, se zahvaljevati, ne? Za ženo, za otroke, za moža, ne? Če govorimo za ženo, ne? Za starše, za službo, za hišo, za dom, ne vem, imamo ogromno dobrega. Ne? Po drugi strani tudi tisto, kar Bog dopušča, kar se nam zdi slabo, pa Bog izkoristi, da se mu bolj približamo, da nam pripravi nekaj boljšega, večjega in tako naprej, ne? Kot je lepo v reku Manzoni, tam v romanu Zaročenca, ne? Se pravi, da Bog nikdar ne moti sreče svojih, razen da jim pripravi nekaj boljšega, večjega, nekaj v tej smeri. No, zdaj prav točno citat je nekaj v tej smeri, zdaj prav točno se ne spomnim. Spravi te stvari, ne? Kot pravi sveti Job, in to večkrat ponovim, dobro smo prejemali od Gospoda, čemu bi slabega ne sprejeli. Ne? Spravi, sprejmeš, ne? Bog pač to pošilja, sprejmi in bo tudi blagoslov, milost Bože, Bog v svoji modrosti in previdnosti to
obrnil tako, kot je treba, če boš ti lepo sprejel, ne, te stvari. Glede Marije moramo še enkrat poudariti, ne prihaja kot sodnica, tudi ne, seveda presoja te stvari, ampak prihaja predvsem kot mati. Kot mati in prosi, posreduje za nas, ter nam tudi pomaga. Ne. Na Sveti gori je enostavno rekla, ne, reci mojemu ljudstvu, naj mi tukaj postavijo svetišče in prosijo milosti. Moramo tudi prositi milosti, ne, Marijo. Ona je srednica vseh milosti. To sicer ni bilo še razglašeno kot dogma, morda pa bo, ne, prihodnje. To je bila ena od možnosti tudi na zadnjem koncilu, da bi morda bilo razglašeno, pa ni bilo. Ampak vendarle to velja. Ne, tudi veliki učitelji, teologi in tako so skozi stoletja to poudarjali. Ne. Zdaj, če bi vsak izmed nas nehal preklinjati, če bi se trudil za dober govor, varoval se grehu na tem področju, če bi zares posvečeval nedeljo in praznike Bogu, če bi izkoristil tudi tako, kot je treba zase, za družino in tako, potem se tukaj začne prenova, ne, naroda. Drugače pač ni mogoče in bojo te stvari se pač nadaljevale, razne slabe reči, namesto da bi bile dobre, da bi se kaj začelo prenavljati. Najprej mora biti neka duhovna prenova, ampak duhovna prenova začne pri meni. Tako da, ko je k materi Terezi prišel en novinar, ne, je rekel, katera je največja težava na svetu danes, ne. Potem je rekla, ja, največja težava sem jaz in tudi vi, ne, je rekla, ne, tako da to, ne. In Pater Pi tudi je rekel, ne, jaz sem največja težava, ne. Se pravi, največja ovira Bogu, ne, se pravi, moram pri sebi začeti to prenovo. Marija Žanica, ki nas vabi k temu z materinsko resnostjo, ampak tudi z eno globoko ljubeznijo, začni delati na tem področju. Ne. Torej, začnemo kot posamezniki, kot družine, kot skupnosti, dajmo sodelovati z Božjo milostjo, dajmo delati tukaj, to je sodelovanje s Svetim Duhom, z njegovimi darovi, da obrodimo duhovne sadove. Ne. In to potem je koristno tudi za vse. Ne. Pač sonce sije zmeraj, žarki grejo tudi na druge, ne. Dobre, slabe, ni važno. Pač tako naj sveti vaša luč, da bodo videli vaša dobra dela, ne, pravi naš Gospod, ne. In posledično slavili Očeta, ki je v nebesih, ne. Tako da tukaj se začne ta pot prenove in seveda tudi pot iz krize, v kateri smo. Eni pač pravijo, da nismo, da ni krize, ampak ne vem, živijo verjetno v nekem paralelnem svetu, ne, če trdijo, da ni krize. Je, ne. Kriza med drugim pomeni izbira, ne, v prvotnem pomeni besede, ne. Zdaj, do danes sem bil na grškem kosilu, tako da iz grščine malo te stvari. Dobro, hvala, pater Vončina. Upam, da bo ta oddaja primerno svarilo, negativna motivacija zame sigurno in za vse nas. Hvala tudi poslušalcem za pozornost. Še enkrat vas vabim, da lajkate, delite s prijatelji, komentirate in tako naprej. Glejte našo spletno stran tudi fsspx-slovenia.si. Potem vas pa še dodatno povabim, da darujete sredstva za priorat na Hrvaškem. Podatke tudi najdete na spletni strani, se vam zahvaljujemo za vsak dar. To je to. Z Bogom in se vidimo v prihodnjih oddajah. Z Bogom.